Odpadki so bili stranski proizvod industrijske revolucije in z naraščanjem potreb po materialnih dobrinah so naraščali tudi odpadki. Kljub temu, da je evropska zakonodaja z področja odpadkov stara že več kot 30 let, smo Evropejci v resnici še daleč od idealov, katere si na tem področju želimo doseči. Več kot 58% zbranih komunalnih odpadkov je v Sloveniji odloženih na komunalnih deponijah, njihova razgradnja pa poteka vrsto let. Če se mi zavedamo vsakodnevnih možnosti, ki jih je veliko, da preprečimo, da odpadek sploh nastane, potem lahko naredimo največ. In tisto, kar sledi za preprečevanjem nastajanja odpadkov, je ponovna uporaba. Tukaj smo še tudi na začetku. Nastajajo centri ponovne uporabe po Sloveniji, 4 so aktivni, kmalu jih bo 7, tako da bo ta mreža operativna vsaj v roku 2 let. Torej, se neke začetke dogajajo, ki so v tujini že 20 let, kar pomeni, da imamo izzive tudi na tem področju. In na 3. mestu je ta reciklaža, ki se začenja šele s tem, ko pravilno ločujemo odpadke in potem s tem omogočimo, da iz odpadkov nastanejo nove surovine. In tudi tukaj so še določeni primanjkljaji, ampak vendarle je to že nekako poznano. Tisto, kar nam manjka in kjer pa imamo še veliko možnosti, je pa tudi termična izraba, ki se je praktično v Sloveniji zelo malo ali pa na področju komunalnih odpadkov skoraj še ne lotevamo. Tako da, če vzamemo pod črto, imamo veliko izzivov, da odpadki postanejo surovine, da odpadki postanejo nekaj, kar nam bo predstavljalo izziv za nova delovna mesta, predvsem pa za izziv ustvarjalnosti družbe, ki potrebuje vedno več surovine. Zakaj bi jih jemali iz naravnih virov, iz okolja, če jih imamo okoli sebe, in ta prepoznavnost je ključna, ki se bo mogla zgoditi. Z ločenim zbiranjem in reciklažo ter s predelavo odpadkov precej zmanjšamo delež odpadkov, ki končajo na deponiji. Po podatkih Statističnega urada se je v Sloveniji leta 2010 povečal delež recikliranih komunalnih odpadkov, ki znaša 39%. Mi smo v tem prvem polnem letu obratovanja proizvedli testnih 11.000 ton odpadkov. V letošnjem letu pa imamo načrt skoraj 15–26 tisoč ton. Gre za različne vrste lahkih frakcij iz odpadkov, predvsem kakšna umazana plastika, papir in ostale stvari, ki tudi lahko prihajajo od komunalnih odpadkov. Večina naših virov so pa preostanki industrijskih odpadkov iz čiste proizvodnje industrije ali pa razne ostanki osnovno neizrabljivih odpadkov, ki nastanejo pri embalažnem odpadu. Družba za ravnanje z odpadno embalažo Slopak zagotavlja prevzem in predelavo odpadne embalaže na celotnem teritoriju Republike Slovenije. Po besedah direktorja družbe so preteklo leto dali v predelavo in reciklažo 93.000 ton zbrane odpadne embalaže in dodatno preko 16.000 ton izrabljenih gum. V Sloveniji je sistem ravnanja z odpadno embalažo kot celota, ne govorim samo za našo družbo, nekako na prelomnici. Zdaj, nujno so potrebne strani države uvajanje nadzora pri prevzemu embalaže iz gospodinjstev. Kljub jasnim navodilom z Ministrstva za okolje še vedno obstajajo družbe, ki ne prevzemajo odpadne embalaže v celoti pri vseh izvajalcev javnih služb. Zdaj, država tudi čaka resna naloga pri analiziranju in zbiranju podatkov. Tle ugotavljamo, da ni dovolj, da vemo, koliko odpadkov ločimo na posamezno komunalo. Bistveno bolj pomemben je, kako ločiti to embalažo. Od kakovosti ločevanja odvisen tudi, kakšno stopnjo reciklaže predelave se lahko gremo, oziroma ali je sploh možno določen embalažni material tudi predelati. Če je embalažni material preveč onesnažen, ga pač ne moramo več v predelavo dati, da gre lahko samo v toplotno izrabo. Dodatno se izkazuje, da pač moramo tudi resno prešteti kapacitete za objekte za reciklažo in predelavo v Sloveniji. Manko imamo pa tudi pri sežigalnici. Zdaj, neke sežigalnice za odpadke, odpadno embalažo v Sloveniji teh kapacitet nimamo in je potrebno te odpadke potem voziti v tujino in tudi plačevati. Je bolj smiselno, da bi to pri nas počeli. Tudi podatki Eurostata kažejo, da v večini držav članic Evropske unije količina odpadkov narašča, posledično pa tudi njihov izvoz. V Sloveniji se je od leta 2004 izvoz odpadkov povečal za več kot 4-krat.
V letu 2008 smo izvozili okoli 100 tisoč ton odpadkov, predvsem v sosednjo Avstrijo in Nemčijo. Slednji se po podatkih zadnje študije Evropske komisije, ki države razvršča po učinkovitosti ravnanja z odpadki, uvrščata v sam vrh, tudi zaradi visokega deleža termične obdelave odpadkov. In reality, most of the residual waste is incinerated in Austria. And we have about 1.6 million tons of residual waste and 1.4 million tons of recycled waste. So it's about total waste in Austria from municipals about 3.8 million tons. And 1.6 million tons are now incinerated. And this is, on the one hand, it's done in classical incineration plants. For example, in Vienna, that's about 1.2 million tons, but 400,000 tons are co-incinerated in industry. This is done mainly in the cement industry. And we can see today that 5% of the whole energy consumption of Austria is coming from waste. And the co-incinerators have a very high energy efficiency rate. And in cement plants, we are talking technically of about 90%. So 90% of the energy in the waste is turned into energy. The worldwide substitution rate in cement industry, for example, is below 10%. So 90% is coming from primary fuels and just lower than 10% coming from waste. In Austria and Germany, the leading companies, the leading nations, it's more than 60%. 60% of energy in cement plants is coming from waste. But it is not normal waste, it's special treated waste. It's called solid recovered fuels. Termična obdelava odpadkov pomeni uporabo odpadkov bodisi v sežigalnicah, bodisi v sosežigalnicah, med katere spadajo toplarne, cementarne in termoelektrarne. Sam proces proizvodnje cementa omogoča uporabo alternativnih goriv kot energentov. Alternativna goriva so predelani odpadki, ki bi tako ali drugače končali nekje na deponijah v naravi. V cementarnah pa jih lahko koristno uporabimo v samem procesu proizvodnje cementa. Tako da pri tem procesu ne nastajajo dodatni odpadki, kajti vemo, da so tukaj zelo visoke temperature. Vse snovi, ki pa nastanejo, pa se potem vgradijo v končni izdelek, torej v cement, in tudi sama uporaba alternativnih goriv na kvaliteto cementa nima vpliva. Ne smemo pozabiti, da z uporabo alternativnih goriv zmanjšujemo uporabo fosilnih goriv, kot so na primer nafta, zemeljski plin ali pa premog, obenem pa se zmanjšuje količina odpadkov, ki so potem deponirani nekje v naravi, kot na primer odpadna olja, izrabljene pneumatike ali pa odpadna plastika. Zato je Evropska unija že pred leti izdala neko priporočilo za spodbujanje uporabo alternativnih goriv v industrijskih obratih, kot je na primer naša cementarna. Tradicija uporabe alternativnih goriv v cementarnah izhaja iz ZDA, v Evropi pa prednjačijo zahodne države. Pri proizvodnji cementa Švica povprečno nadomesti več kot 50% fosilnih goriv z alternativnimi, Avstrija več kot 70%. V slovenski cementarni Salonit Anhovo uporabljajo več kot 60% alternativnih goriv, kljub temu pa je večina tovrstnih kapacitet v državi še neizkoriščenih. Dejansko imamo mi tistih razpoložljivih kapacitet dovolj. Problem je, da te kapacitete nimajo pravno formalne veljavnosti v smislu okoljskih dovoljenj. In danes nekdo, recimo, če želi to narediti, ne more peljati na primer na cementarno, ker uradno ta nima dovoljenja, ker seveda pomeni, da ti takemu podjetju ne moreš predati neke frakcije odpadka, zaradi tega, ker pač ni vpisan v evidenco oziroma nima okoljevarstvenega dovoljenja ali IPPC dovoljenja. In seveda, takoj s tem pridemo
pridemo do tega problema, da rečemo, ja, v Sloveniji pa za to ne moremo poskrbeti, čeprav bi lahko tudi toplarne, torej cementarne in podobni termični objekti danes poskrbeli za vse. Mi ne bi potrebovali novogradenj, sploh zaradi tega, ker obstoječe infrastrukture imajo še glede na sedanji trend, ker moramo vedeti, da bo do leta 2020 potrebno uresničiti cilj 20-20-20, če tako rečem. In zakaj bi zdaj gradili nekaj novega? Ker v sami energetski učinkovitosti uporabe virov bodo tudi oni mogli zagotavljati en del obnovljivih virov. In zakaj ne bi? Odpadek je obnovljiv vir, in tukaj se da povezati to dvoje. Žal, gre za stvar interesov, ki nadvlada razumni presoji nečesa, kar bi bilo dobro v celotno skupnost družbe. Ves čas poudarjam zelena delovna mesta, ker skandinavske države so to dokazale, pa nimajo nobenih težav s kakršnimi koli obolenji, s kakršnimi koli recimo zdravstvenimi vidiki, posledično iz tega naslova termične obdelave, ker pomeni, da smo v Sloveniji premalo izobraženi, premalo vešči zaupanja tovrstnim objektom, ki so sposobni praktično izmeriti vsako koncentracijo emisij in nadzirati sistem tako, kot je potrebno. Ob tem je potrebno izpostaviti, da so vse doslej opravljene meritve pokazale, da uporaba alternativnih goriv ne povečuje emisij v okolje v primerjavi s fosilnimi gorivi, tako da ni čudno, da so cementarne v Evropi začele to uporabljati že več kot 20 let nazaj in je danes ta procent zamenjave fosilnih goriv z alternativnimi nekje od 50 pa tudi nad 80%. Je pa še ena stvar, ki je ključnega pomena, da alternativna goriva močno prispevajo tudi k ekonomski učinkovitosti našega podjetja, s tem se povečuje konkurenčnost, kar pa močno vpliva na trajnostni razvoj, kot tudi obstoj same cementarne v naši regiji. Med cilji energetskega paketa Evropske unije je pridobivanje 20% energije iz obnovljivih virov, zato sledi tudi okoljevarstveno priporočilo Evropske unije, naj industrija v svojem proizvodnem procesu uporablja alternativna goriva. Sežig in sosežig odpadkov na nadzorovan način, ki poteka v industrijskih obratih, zmanjšuje porabo primarnih energentov, kot so fosilna goriva in toplogredni izpusti, hkrati pa omogoča učinkovito pridobivanje nove energije iz odpadkov.